mislim, da je prav, ker imajo krave halt tudi dostop na planine in pa imajo več dostopa do paše. Živinoreja je pač ena gospodarska ali pa kmetijska dejavnost, ki je zelo intenzivna glede na prostor vezana in Avstrija je dežela, kjer nima toliko prostora, čeprav ima veliko gozda in gore in tako naprej, ampak pač niso v lasti kmetov in to je problem, da jih ne morejo pustiti na pašnike, kar bi bilo seveda optimalno. Jih pač držijo v majhnih hledih, kjer stisnjeno živijo in mi pač potrebujemo toliko mesa. Je tako. Aktualna situacija za govedino in svinje v Avstriji je zelo huda. Rabimo spremembo danes. Pri govedu je tako, da imamo dejansko gotovo več kot 15% vse govedine zunaj tudi na paši, kajti imamo ja že več kot 20% tudi ekološke reje pri govedu in vemo pa tudi, da je Avstrija planšarska država in da tudi recimo na Koroškem je veliko živine na paši, predvsem poleti. V tem primeru je prišlo tudi do povišanja standardov v zadnjih letih. Kar se pa tiče prašičereje, pa si moramo ozavestiti, da gotovo ni 1% tudi na paši, kajti tudi v ekološki reji velja, da imajo sicer prašiči izpust, kar pa še dolgo ne pomeni, da so na paši. Tukaj bo še kar nekaj dela in v tem primeru, ker nista oba podatka pravilna, bi rekla, da gre tukaj za fake news. Ja, seveda, zato ker so pravila tako. Mislim, da ni res, da ima govedina samo 15% možnosti do paše. Na oni strani pa mislim, da 1% za svinje je le malo premalo.